enkrat sva šla in potem me kliče enkrat en prijatelj, prav ti govorijo ljudje, da je ona noseča s teboj. Je rekel, da je malo vprašal, da boš vedel, na čem si. In jaz se pol vprašam in je rekla, 10 kil sem se zredila, se bom pa še 10, da bo imel kaj ljudje govoriti. In seveda stvar, ki ti takrat informacija, ki je dobra zate takrat, hitro verjameš, ne, jaz sem to verjel. Pol je bilo pa še tako. Pol me pa ta njena družina, so me enkrat po telefonu klicali, spomnim se, kaj je danes. Od brata žena me kliče. Jaz so bili mobiteli, so bili že takrat, ampak takrat ga še ni imel vsak, jaz sem ga imel. In vem, so kaj meni prišli v diskoteko, ker sem mu tudi čez dan lokal odprt. In točno tako, kam zdaj povedal, je pogovor potekal. Je rekla, Živjo, kje si ti? Sem rekel, doma. Prav prid, te iščemo. Kaj me pa iščete? Ja, nekaj se imamo za zmeniti. Sem rekel, nimam zelo časa. Mislim, nič se prej najavili, nič sem zdaj bi jaz mogel kajeti. Je rekla, dej pridete, ne bomo kaj iskali. Oni so se tako obnašali, kot da bi oni vedeli, da sem jaz banko opal in bi me zdaj v šahu imeli, zdaj te pa imamo, če ne boš ti tu naredil, pa tu, bomo šli pa na policijo te prijaviti. Mene taka stvar še bolj odbije. Ne bom za njih krivil, da je bilo vse tako zaradi tega njihovega pristopa, ampak oni so prav uživali. Oni so mislili, da bom zdaj jaz ne vem kaj, vse tiste brate zaposlil, pa ne vem koga še vse. Prav, uživali so v tem, no, so mislili, da sem jaz tudi neki njihov problem verjetno rešil, ne. In zato me je to še toliko bolj odbilo, ne.